Tle bomo govorili o seksu, seks igračkah, fetiših, pa o tabujih, o katerih se ne pogovarja, pa bi se moglo. Jaz hočem pač enega in da je ta cel moj in da sem jaz cela njegova in da sva tako. Lepo se zdi meni, bom z vsemi, jaz jih imam lahko več, ampak če je pa moj partner, ne tu, rekel sem pa jaz tako postala, ni mi bilo. Prav rada bi, da pač nekdo naredi zdaj eno igračko ali pa nekaj se spomni s seksom povezano, da bi mene lahko šokiralo. Evo. Ne moram ti to povedati, Sara. Trenutno je moja najbolj uporabljena igračka. Preden nadaljujemo, bi se pa rada zahvalila najnemu prvemu sponzorju urgenci.com. Za tiste, ki mogoče ne poznate, to je kakor slovenski Tinder, ampak namesto ljubezni tam najdeš seks. Na tej strani je več kot 40,000 mesečno aktivnih uporabnikov, to da se registriraš in spoznavaš ljudi je tam čisto brezplačno. Ampak poleg tega imajo pa še fulejnih drugih dodatnih funkcij, ki jih lahko brezplačno testiraš, tako da skeniraš tole QR kodo. Zdaj pa uživaj v tej seksi epizodi. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nami? Ja, Sara. Itak da. Živijo, dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama. Zdaj je Sara na vrst, da pove, da je to podcast to. Tle bomo govorili o seksu, seks igračkah, fetiših, pa o tabujih, o katerih se ne pogovarja, pa bi se moglo. Tako en kratek disclaimer. Preden začnemo, če te vsebino spolnosti ne zanimajo, ali pa si premled za njih, ne poslušati tega podcasta. Res je. Ok, v glavnem, za začetek bova najprej povedala sploh, kdo sva, kaj sva in kaj tukaj počneva. Jaz sem Sara in danes sem šla na 302 napačna avtobusa. Cel podcast že posnela skoraj z tem voznikom, ki mi je govoril, ali moram, v katero smer moram iti. Ob 4 sem se vstala, do sem prišla in zdaj sem tle. Kako se je tu vse zgodilo? Meni ni čisto jasno, da smo mi dve tle prišle, ampak se mi pa končno zdi ful dobro, da bomo lahko izkoristili potencial, ki ga mogoče kje drugje nismo mogli. Drugač, naj povem, da sem se tudi jaz zgubila na poti sem, tako da to je po mojem za srečo bilo. In ja, pa še to bom povedala, da mi dve sva se odločile, da bova ta podcast začela snemati 2 tedna nazaj. Nekaj tazga. Jaz sem skozi mislila, da mogoče pa jaz nisem prava oseba za podcast svoj med, da sem bolj kot gostja. Jaz pa nisem dosti pametna, tako da pol sem pač kar ni to idejo. Meni se je sam zdel, da pač sem si zdaj zadala toliko projektov, da pač za podcast ne bo časa in potem mi je naredil en klik v glavi in sem bila tako, ne veš kaj, v bistvu pač, jaz mislim, da ga rabva. Mogoče sem sam hotela en izgovor, da se bova Sara lahko pogovarjala takole po 1 uro. In pa sem bila jaz. In sem poklicala podcast studio in sem rekla, hej, mi bi snemale in zdaj smo tle in zdaj bomo snemale. Oni so kar rekli, v sredo imamo čas in jaz moram reči, da sem ful živčna, zdaj mi je sape zmanjkalo in tle me nekaj tišči, ne vem, kaj naredim. No, bom najprej jaz povedala, kdo sem in kaj sem, ti zadihaj ta čas, potem se boš pa še ti predstavila, potem bova pa povedala še, kje so se spoznali in tako, ne? Ok, v glavnem, živijo, moje ime je Lucija, jaz sem študentka seksologije. Prej sem bila študentka na pedagoški fakulteti. Jaz sem drugač magisterij iz razrednega pouka za angleščino. Kar je, vedno sem amazed. Koliko sem se jaz prejokala. Vedno sem amazed, ko to slišim. Jaz sem se toliko prejokala za ta moj magisterij. Sam jaz sem že od nekdaj vedela, da to, da bi jaz delala v šoli, je moj plan B. Jaz sem skozi rekla, pač bom šla v šolo za to, ampak sem za to, da ugotovim v tem času, kaj bi drugega rada počela. Nisem mi pa niti približno sanjala, da bom govorila o seksu. Pač, če bi mi nekdo to rekel, ko sem jaz šla na faks, bi mislila, da je nor, popolnoma, pač, oh my god. Ampak ne, jaz sem pa to šolo naredila, ful uživam v poučevanju, ful mi je to fajn, sam nisem se pa nikoli videla v razredu. In potem sem ugotovila pač, da je v bistvu moja strast to, da bi poučevala oziroma govorila o spolnosti. Ampak kako si pa to ugotovila? Sorry. Ja, drugač, zato ker sem sama začela to malo raziskovati. Itak rataš spolno aktiven in pol pač seksaš in si misliš, ok, pa sej pač sem pogruntal zdaj te glavne stvari, se ni nekaj tukaj težkega, ne? In pol pač to delaš, pa si ne misliš, da bi bilo lahko še boljš kot je. Ali pa si, recimo, no, jaz sem v glavnem po naključju, se mi zdi, tako dost našla YouTube videe od teh različnih seksologov na YouTubeu.
In potem sem jaz to začela vse gledati in sem pa tako šokirana, koliko je enega znanja o tej temi in informacij, ki ti jih nihče ne pove, če jih ne greš sam iskat. V šoli te itak nič ne naučijo v resnici, razen o mogoče spolno prenosljivih boleznih, pa pač kako se od otroka narediti čisto biološko gledano. Malo te prestrašijo v resnici, ne? Ja, malo te prestrašijo in pač kar vsi pričakujejo, da boš pa to se sam naučil. A veš, še kolo se sam ne naučiš voziti, se boš pa zdaj seksati dobro naučil. Pa se verjetno enim rada, ne? Ampak tako veš skozi leta pač trial and error. Jaz sem pa najla čitkov na internetu in sem si mislila, zakaj tega ni več, zakaj tega nimamo v slovenščini, recimo. Jaz sem vse gledala v angleščini, hvala Bogu, pač sem lahko to razumela, ampak a ne veš, koliko ljudi mogoče ne šteka tako dobro, da bi se lahko kar zdaj vse naučil. Plus, jaz sem mogla te informacije najdati in sem bila tako, to bi moglo biti ful bolj prosto dostopno, pri nam v Sloveniji, v slovenščini in potem sem bila tako, a veš kaj, to bi pa jaz mogoče delala. Polka sem tega že res ful pregledala, ne. In to je bilo glih po koncu mojega študija, imela sem absolventa in jaz sem takrat res globoko začela razmišljati, da bi pa jaz to delala sam. Meni je bilo grozno, da bi se mogla jaz zdaj izpostavljati, da bi mogla iti jaz, recimo, jaz sem tako najlažje je zdaj, da grem jaz na TikTok. TikTok je takrat bil velik boom in sem si mislila, pa jaz to začnem snemati TikTok video o tem in pač ful veliko ljudi je že to delalo v tujini, ker sem jaz to itak gledala in sem videla, kako bi to lahko naredila, ampak jaz na tisti točki nisem enega storija še na Instagramu objavila. Kaj še ne, da bi TikTok posnela? Jaz sem bila še par mesecev, preden sem pač o tem začela razmišljati, bila brez TikToka. Jaz sem tako, TikTok je, to jaz ne bo nikoli imela, pač to je oni plešajo tam in ena moja kolegica imela, sem jo obsojala. Oh my god, in zdaj jaz nemam TikTok. Pač kako se je to zavrtelo. No in skratka, meni je bilo to ful stresno, pol sem pa videla pri enem sex shopu, se vsem okjermu, sem videla, da veliko izobražujejo o spolnosti in snemajo videe. Pri Cool Mama City sem to videla, pri tej Jugovic. In jaz sem tako, pač, to bi jaz lahko delala. To je tako perfekten job zame in jaz sem pol tej pisala tako, pač, da kako jaz pridem v stik z njim, jaz bi to delala. In pol je ona tako, svoje veze uporabila in sem v bistvu potem tam dobila službo in ne vem, zakaj v moji glavi, pa to ni bilo scary. Da jaz pa zdaj delam za enega drugega to, mi je bilo pa tako navaden. Jaz sem prvi story v lifeu objavila pač službeno. Ker ne rabiš tako odgovornosti prevzeti, veš, za kukar za svoje besede, ne? Ker če sam doma snemaš si ti, če pa za njih si pa oni. Pa ne odgovornosti, meni se je sam zdelo, pol nisem tako Lucija, ki se je izpostavila, ampak sem pač tam ena uslužbenka, ki se je izpostavila, pač, ker jaz sem tako drugače ful sramežljiv človek in jaz ful nočem tako, meni je recimo zdaj, ko včasih vidim, da me kdo kje prepozna, ful nerodno. Res? Ja, meni je to grozno. Ampak, a veš, kaj meni ful pomagal? Jaz sem ful spremljala, zdaj ne objavila več toliko, ampak Barbie Završnik. Ona je... Shout out Barbie, we miss you. Res? Ja. A se spomniš, ko si se jokala, ko si jo šla enkrat poslušati? Jaz to nikoli pozabila, mi da so ful fanice. V glavnem, ona je enkrat na Instagramu govorila o tem, da je njej v bistvu ful stresno, da ker je v javnost, da ona kar dol gleda, ki je mal nerodno, da pač jo ljudje prepoznajo, ampak da ona toliko čut poklicanost, da o tem govori in da pač se izpostavlja za voljo tega, da pač izobražuje, da ji to pretehta. In jaz sem lahko štekam in jaz isto. Meni je toliko bolj pomembno, da lahko o tem govorim, da lahko pomagam nekomu, ki drugače mogoče tega ne bi slišal, da mi je vseeno, če pa se moram zdaj izpostavljati in biti tam, se snemati in govoriti o tem. In mi je to res pretehtali. In ko je ona to rekla, sem tako, ok, I can do it. In v glavnem, dolga zgodba na kratko, zdaj sva tukaj. Jaz moram komentirati tudi, da ne izpadaš prav nič awkward, sploh na videih in da ne zgleda, kot da ti je kdaj narodno. Jaz sem glih danes na poti razmišljala o tem, kako bi mi bilo. Jaz skozi mislim, da sem slavna, ne, tudi če nisem. In sem danes na poti razmišljala, kako bi pa bilo zdaj, če bi nekdo mene prepoznal, ne. In moram reči, da sploh ne vem, to meni tako awkward, kako začneš pogovor z nekom, ki ga ne poznaš. Veš, jaz se s tabo lahko tle pogovarjam, ampak tako drugače pa nisem pa vedela in sem prav te razmišljala in sem lahko Luciji, je to 100% najbolj enostavna stvar na svetu. Pa zdaj vidim, da ni to res. Ne, joj, sploh tako, kad ti nekdo recimo na blagajni, ne vem zakaj, ampak tako na blagajni, kakšna prodajalka, jaz te pa poznam. Ne, tako na blagajni, to je pa najslabši primer, kaj je. In ne veš, kaj bi še rekel, tako, ja. Pa še čakati moraš, da gre trak tam mimo. Pa drugače,
tako se mi je ful cute, pač ful mi je lepo, da nekdo pač reče, a veš pa ponovno rečejo, pač ful mi je všeč, kar delaš. Najbolj mi je awkward, ker sam nekdo reče, ti si pa istem pa tam, ali pa ti pa govoriš v seksu, ali pa kaj. In se tako, ja. Kaj pa zdaj? Jaz pa nič ne vem o tebi, ne moram ti nič nazaj reči. Ampak ne, mi je cute, drugače pač cute, ampak mi je stresno, tako bom rekla. Ja. V glavnem, da ne bom zdaj jaz le samo o sebi govorila, Sara, zdaj se pa še ti predstavi. V glavnem, jaz bom pa tudi o tebi zapovedati, ker zakaj sem jaz začela delati jaz sem začela delati že prej v erotični industriji, ker to je bilo še pred OnlyFansom in mi smo bili še na Redditu in smo prodajali uporabljene spodnjice, pa nogavice in to je bil takrat big deal. Tako da s tem sem jaz začela. Pol pa, kako sem začela v Sloveniji, je bilo pa tako, da sem bila fanica od Lucije in sem jo gledala in pol sem si enkrat zazdelo, da bi jaz tudi to in pol sem me kar sprejeli. In pol sem zdaj z Lucijo delala, zdaj se pa pogovarjam z njo in je tu moja služba, najboljša stvar na svetu. Kaj pa zdaj delamo v erotični industriji, je pa v bistvu sem se na Poni prijavila. Ne vem, če midva sta obedve v bistvu na Poniju. Tu je podjetno na izzive in obedve odpirava svoje podjetje, oziroma jaz že imam erotično trgovino pitchpop.si. Lucija pa? Jaz bom imela pa delavnice o seksu, o spolnosti, delavnice s seks igračkami, tako izobraževalno, zabavno. To je zdaj vse v pripravah, imam v bistvu ena delavnica je že skoraj rojena, ko me čakam, da več o tem povem. Ja. Ampak ja, pa še to bi rada povedala, da jaz nisem vedela, da je bila Sara prej fenica in da je zaradi tega ona postala moja sodelavka prej v prejšnji službi. Ne vem. Ali mogoče si to povedala, pa sem jaz to pozabila, ker se mi je zdelo čisto crazy. Ampak jaz sem to zvedela v ponedeljek, ker smo imeli sestanek za ta podcast. Ne, jaz sem se delala, da mi je vseeno zate. Jaz sem tam prišla v službo, sem se delala, da te sploh ne poznam, da ne vem, kdo si, da mi je vseeno. V resnici sem pa fangirlala. In pa smo se delali tako ena nasproti druge in smo se tako gledale skozi diagonalno, pač najboljše je bilo. Najboljše je bilo pa tudi, da smo midve skozi govorili. Pa prav res smo govorili skozi, enkrat bomo pa lahko same ustvarjale, pa imele svoja podjetja, pa svojo zgodbo gradila in zdaj smo tle. Ja, midve sva drugače skoraj imele podcast, skupaj še z eno sodelovko. Ja. Samo potem je ti spadlo v vodo, ampak lej, vse se zgodi z razlogom. Je padlo v vodo, ker zdaj imava še boljši podcast. Ja, mislim, da še takrat ni bilo. Nismo bili še pripravljeni, evo, pač to je... Ja. Jaz mislim, da se res ene stvari prav zgodijo z razlogom in lej, zdaj sva spet sodelavke. In tu se je čisto poklopilo, z razlogom se zgodijo stvari, tudi to, da se obedve zgubiva in naj pol ona me pobere 100 metrov pred studiom, ker se srečava po 5 urah. Kako ti je zdaj, ko imaš svojo erotično trgovino? Naporno mi je, v resnici sem ful srečna, zaradi tega, ker nimam šefa, sem doma, delamo doma, nikoli se še nisem tako svobodno počutila sploh v življenju. Lahko izkoristim vse svojo kreativo, veš, noben ti ne more nič reči. Hkrati je pa tudi ful naporno. Tako naporno je tu vse v glavi zmenedžirati, da pač stojijo vsi 4 vogali. Hiške. Ja, štekaš, ne? Štekam. In ful je veliko in pol si jaz moram čisto res vse zapisati, tukaj da imam včasih na seznamu napisano tudi umisi zobe. Veš, tako moram iti v podrobnosti, zato da lahko lepo zmanagam stvari. Jaz si tudi včasih, ne za zobe, ampak si tako naredi kosilo, ja. Pa jej kosilo, ja! Umisila se. Kaj si res to napišeš ti? Ja, ampak zato, ker jaz ful rada pol prečrtam. Jaz si včasih naredim tako seznam zjutraj, pa če si vsako jutro naredim seznam, kaj moram narediti. In včasih že kakšno stvar naredim in pol napišem seznam in pol tisti napišem, pa lahko prečrtam, ker pol zgleda več in pol se počutim tako ful accomplished. Ja. Tako da, ja. Pač tu so mini life hacks in meni se zdi, da take stvari moramo delati. Ja, moraš se pol se produktivno počutiti. Pač da se malo prevaraš v glavi, še preden sploh dojameš, zakaj se gre in to je to. Ampak dejansko pač to je tudi test, vzame ti čas, vzame ti energijo, pomembno kaj pisati seznam? Ne, to, da pač, ne vem, poješ zajtrk, pa da si daš to na seznam. Ja, ful je test. Vstani, zbudi se, to je najtežji drugače. Meni je to... Kjera? Vstani. Jaz tako težko vstanem zjutraj. To je tako lahko vstanem. Celo noč nisem spala danes, ker sem bila tako živčna, da se bom mogla tle 2 uri pogovarjati s tabo. In prav nisem mogla zaspati. Sploh, in tu se mi vedno zgodi, kadar nekaj imam, ne. Je pa res en detalj, sem spustila, da sem spala do
9 zvečer, pa nisem mogla več. Ne. Do 9 zvečer si spala od kdaj? Od 4 popoldne. Čudem, da pol nisi mogla spati. Ona je meni ob 1:30 zjutraj napisala, jaz ne morem spati, mene bo kap. In čudem, da nisi mogla spati, če si cel popoldne prespala. Ja, poslušala sem podcast pol, ne? These Horrible Decisions. Ja. Joj, moram reči, Da ti ni všeč? Ne, moram reči, par stvari je. Prva je tu, da ful hitro govorita oni dve in da tu je prav tvoj podcast, tu je prav zate podcast, ker tu se pa tako hitro vrti, da je meni šlo samo tako v glavo in čez ušesa in sploh nisem mogla razumeti stvari. Ne, sam povem, da je to moj najljubši podcast, da zaradi tega zdaj o tem govorimo. Ja, pa ni pa moj najljubši podcast. Cute sta in vse, ampak meni je bilo too much. Pa sem mogla kar ugasniti, veš. Tako se mi je zdelo, da ne morem primeru posli ležati, ko sem poslušala. Tako da mislim, da tu je po mojem, tukaj si ti govorila, da moraš od začetka njih poslušati. Ja, a jaz sem nek na sredini začela. Ja, to zadnjo epizodo sem začela poslušati. Ta zadnja je pa kaotična as fuck. Ja, okay. V redu, next time bom danes drugo. Dobro, v glavnem. Zdaj so v bistvu že povedale tudi, kje smo se spoznali, kako smo pristali tukaj. Tako da, zato da se še malo boljše spoznamo, se bomo igrali eno igrico, oziroma igrico, Icebreaker Questions. In zaradi tega, da še mi dve malo bolj spoznava vas, bi bile ful vesele, če bi pa tudi vi vaše odgovore napisali tako v komentarju od spodaj, a ne? Da bomo tako best friendly pol. To je bilo ful cute. Ja, kar me sva že, pa bomo že vsi. Ja, mislim, tako, dajte napisati v komentarje, kaj bi bili vaši odgovori. Fora je, da imam jaz 100 enih takih vprašanj na dan v glavi, ne? In nikamor nimam tu za napisati, kot na Twitter ali pa Threads, ampak tam ne razumem iz teh omrežij. Tako da se mi je zdelo to ful dobra ideja, da pa se vprašava. Ja. Boš ti prva ali jaz prva? A odgovarjala? Ne, vprašala. Ja, no pa daj ti prvo vpraši. Ne, pa daj ti, no? Zakaj sploh da izbira? Jaz sem tukaj napisane plonce. Zato, imaš tam napisano. Ja, kaj? Ok. Tim tega pustila v samotnem otoku. V glavnem. Sara, prosim. Kaj izbereš? Okay. Da nikoli več ne dobiš oralnega seksa ali pa nikoli več ne dobiš penetracije. To se pravi, samo še oralni seks lahko seksaš ali pa samo penetracija brez oralnega seksa. Ok, unpopular opinion je tu, jaz ful nisem fanica oralnega seksa, se veš to. Si tu za nalaž me vprašala tako? Pač res nisem. Meni je tudi tako ne zato ker je človek stran od mene. Veš, njegova glava je tako čist druge in to si ti že enkrat razlagala in vem, da ti čist drugač misliš, da je blizu, ampak meni se pa zdi, da je daleč. Glavni objekt, ko jaz z nekom seksam od tega človeka je njegova glava in pač, če je tam stran, je meni to dolgočasno in brez veze. Razumeš? Tako zdi se mi, kot da je duša od tega človeka v glavi in nimam kaj jaz tam s tem jezikom in meni je tudi tako prav brez veze, res. In ful sem imela slabo vez, ker sem imela partnerje, ki pa jim res ni bilo tu brez veze. Tako, kar bi si vsaka ženska želela, tako da sem jaz bila v bistvu, ful mi je bilo bad, tudi da sem pač mogla kdaj kar reči, jaz ne bi to reš. In pol ima občutek, da ne dela, da ne dela dosti dobro. Ja, pa veš, če vsi govorijo, da imajo ženske tu najreč na svetu, ne, pa pride ena pa reče, jaz pa ne maram, valjda, da misliš, da vse narobe delaš. Ampak dopuščam pa tudi možnost, kaj pa če so res vse narobe delali, pa pač jaz sem vedela nisem. Veš, pa mislim, ne? Ja. Drugač, jaz sem pred kratkim ugotovila, zelo presenečeno, da pa je v bistvu ful več takih žensk kot ti. Ker jaz sem da zdaj na podcastu tisti dnevi v mesecu in vse ure ženske tam, 4, so vse rekli, da jim je pač mogoče overrated oralni seks. In sem kar tako, what? Kaj se jaz sprašujem, ali je overrated, ali ženske rečemo, no, zdaj se vem, ampak ali ženske rečejo, da jim ni všeč zaradi tega, ker jih je ipak malo sram, ker je tu ful tako oseben, da mislim, da smo ženske ful self-conscious, bolj kot moški, ne? Moški pač mu ga pofafaš in je v redu, ne? Jaz pa se moram 46 minut prej pripravljati mentalno in fizično in ne vem kaj, ne? Se mi zdi, da pač ženske kdaj rečejo, da nam je neprijetno, sem zaradi tega, da se ne bi rabile ukvarjati s tem, da moramo me nekaj rešiti, veš, kaj mislim? To je drugač zelo dober take, ker je to v bistvu resnica. Ker jaz sem naredila potem raziskavo na Instagramu, se verjetno si videla,
kjer sem vprašala ženske, kakšen se jim zdi oralni seks in če jim je kul, in pač če jim ni kul, zakaj jim ni kul. In največ odgovorov od tistih, ki jim ni kul, je bilo točno to, da jih je sram, da se ne počutijo sproščeno, da jih skrbi izgled, da jih skrbi von, da jih skrbi, da pač samo skrbi, self-conscious so. In tega mi je res zelo žal. Sicer te ženske na unem podcastu, jaz jim verjamem, so rekle pač, da ni to razlog, ampak ja, moram pa reči, da sem jaz zdaj v tem trenutku v svojem življenju, mi niti ni toliko pomemben oralni seks, kot mi je bil, ker zdaj je v mojem življenju tak penis, ki se pač ne kosa z ničemer. Res, Jan. Pač, evo, tukaj, to je... In zato ne bo poslušal podcasta, ker Lucija reče, da ima v življenju tak penis. Ne, ampak to je zdaj za vse tiste, ki me poznajo v resničnem življenju, lahko me poslušajo. Ampak, pač jaz ne vem, to je tako lih perfektna velikost, dolžina, krivina, debelina, vse. Pač on lahko sam tako naredi po moji piški, preden ga, to on se tako naredi s penisom, in to je redi, da gre noter. Jaz nisem mogla verjeti. Jaz sem prej rabila tako malo lizanja pa to, da se pač vse lepo priprav. Zdaj ne rabim, zdaj sem vidim ti s penis in sem tako, Ja, ampak po drugi strani, a veš, dopuščam tudi to možnost, mi da so zdaj tako skupaj še niti ne 1 leto. A veš, malo je tudi to, ker pač tako s časoma, verjamem, da rabaš tudi malo več, ker zdaj mi da sva zdaj še zmeraj v honeymoon phase-u, mi da sva še zmeraj prežeta s hormoni. Kdaj si nazadnje tu imela honeymoon phase tako v življenju? Koliko let nazaj? Ja, 5 let, pa tudi takrat ni bilo isto. Pač ni bilo tako. Pač to, jaz mislim, da je Bog res rekel, lej, ta penis pa ta nožnica sta a veš, oni bedni mimi, pa čisti ljubezenski kvoti, ki sta tako dve sestavljeni. Štekam, edino, kar je problem, je to, da sem jaz z vsakim fantom, ki sem si ga imela, sem si rekla, Bog je njegov penis ustvaril in mojo vagino za to, da sta skupaj. Sam jaz prej tega nisem rekla, za nobenega. V resnici. Tako da, evo. Ja, zato si pa rekla ja, ne? Kaj? Ja. Naprej, v glavnem, zdaj smo pa pri naslednjem vprašanju, ki ga bo postavila Sara. Ok, če bi šla na samotni otok in bi lahko sem 3 stvari s sabo vzela, katere bi bile te 3 stvari? Mi ne boš dala možnosti. Pa da ti dam... A nisi rekla, da 3 opcije pa eno izbereš? Ne, sej, lahko pa 3 stvari. Ma zazdelo se mi je, da če ti dam 3 opcije, pa ti eno izbereš, kaj boš samo eno stvar imela tam na otoku, to je malo boring life. Zdi se mi, da moraš v resnici imeti tako 3, da se dopolnjujejo. Ok. Pa tudi ne rabijo biti vse s seksom povezane. Niti seks igračkami. Ja, no, ne, upam, da res ne. Ampak ne smejo pa biti vse ne s seksom povezane. A morajo biti stvari, a so lahko ljudje? Ker pač, a imaš lahko družbo, a družbo že imaš, a si sam, ali pač... Ne, pač sam si in nimaš družbe nikoli. Sam stvari imaš. Prav sam si sam sabo. Ja. Ok. Ja. Vsaj ena stvar mora biti s seksom povezana, drugače ne velja. Ok, ena stvar, pač meni bi bilo, jaz bi to potem izkoristila za to, da bi lahko prebrala neomejeno knjig. In jaz bi imela s sabo Kindle z vsemi knjigami na svetu, gor naloženimi, pač ne vem, je to zdaj možno ali ne, ampak pač v tem scenariju je, jaz kar določam. Okay. Tako da jaz bi potem prebrala vse knjige ever in mi ne bi bilo dolg čas. Tako. Druga stvar, če mora biti s seksom povezana, penis od Jana, hecam se, to ne moram, to ni lahko, ker so klov na Willy, ki mu ga kloniraš, pa ga sabo vzameš. Ne, mora imeti puls, mora biti na njega pritarjen. To ni druga čisto. Tako da potem bi vzela Power Flower. Ne? Čeprav, a ti nekaj povem. Tam ga ne bi imela, ki je povent, ne? Tako da zdaj je vprašanje. Vzeti moraš... Powerbank! Ne, vzeti moraš igračko na baterije, pa en koš baterije, ali pa pač nimaš te igrače, ne moraš to zdaj kar tako. Ja, kar neki. Ampak ne moram ti to povedati. Sara, trenutno je moja najbolj uporabljena igračka en navaden bullet iz koledarja. Itak. Iz adventnega koledarja. Ko bo ta igračka meni crknila, Sara, jaz se ne bom mogla več nadomestiti. Pač to bo to, ker pač to je bilo tako. Ne obstaja. Perfektne vibracije, vse je perfektno. Jaz ne vem, katerega zdaj misliš, ampak... Pač, ne zelen, ne, rdeče. In jaz sem za tega mislila, pač to je pa tako najbolj bedna stvar ever, ker v bistvu je v obliki masažerja in sem tako, to je navaden bullet vibrator, ki zgleda masažer, whatever.
oh my god, it's perfect. Ja. Ne, jaz bi sem še tu dodala, da jaz že 5 let govorim, kako je bullet vibrator moja najbolj uporabljena igračka, glih zaradi tega, ker se mi zdi vse drugo kdaj preveč ekstravagantno. Ko da malo nimam časa, tam moram zbrati, razmisliti, 100 gumbov je, pa ne vem kaj vse, pa imaš pa bullet vibrator in je tako priročen, dan ga kamorkoli, pospravim ga kamorkoli, kadarkoli ga uporabljam. Tako veš, kako se že reče tisto, da klasika je večna, ali kaj že? Ja, Ker ni to nek pregovor. Ja, pač jaz sem vedno govorila, veš, ker sem mogla bullet vibratorje promovirati, sem rekla, pa to je tako, veš, mejhan je, posod ga lahko. Pač, imela sem zelo veliko razlogov, zakaj, ampak jaz sama sebe nisem prepričala, ker sem si mislila, zakaj bi imela bullet vibrator, če ima lahko par flower, le kako je lep, le kako je luštan. Ampak zdaj, I'm a changed woman. Pač jaz mislim, da ko probaš toliko enih stvari, pa toliko časa tu delaš, da pol pa se vrneš k klasiki, veš, tako ker so probali, ne vem, narediti 100 različnih, kaj jaz vem, džinov, hran, pijač, pa vsi gremo v babici jesti zelje, pa Matevža, recimo. Razumeš, kaj mislim povedati? Ja, razumem, kaj misliš. Čeprav tle ta analogija za mene nadeluje, ker jaz sem pa rada take ekstravagantne hrane, še vsem. Nisem nad klasiko tok. Ja, no ne, jaz sem kar navdušena nad klasiko. Pa tako zdi se mi, da me ne more nas več v življenju presenetiti. Prav rada bi, da pač nekdo naredi zdaj eno igračko, ali pa nekaj se spomni s seksom povezano, da bi mene lahko šokiralo. Evo. Challenge. Če ima kdo kakšno stvar, ki me lahko šokira, ne, lahko kar napiše, pa bomo videli. No, da vidimo. Upam, da rata komu. No, v glavnem, potem, ne vem, igračke na baterije ne bi vzela. Meni se to zdi največja neumnost in pač ne. Pa imam pa že 2 stvari zaporjene, ker je pač igračke in baterije, a ne, to pa gre skupaj. Ne. Potem bi pa vzela, jaz bi ful imela drugače telefon, sem ga tudi mogla kje povant. Tu ne obstaja. Telefon ne obstaja, TikTok ne obstaja, tu nič ne obstaja. Mojo posteljo bi vzela sabo. Mojo posteljo. To je pa tako moja najljubša stvar na svetu. Pa recimo, da ti damo zraven še en poster pa en kouter, čeprav tu je vse skupaj. Moja postelja je pač package del. Moj jogi, moj kouter, vseh mojih 5 poštrov, ki jih imam. Tu si v bistvu idealno zbrala, se pravi, ležiš na posli, bereš knjige, Power flower imaš lahko sabo. Dokler ne crkne. Tako je. Se pravi, šparat moraš. Na hitro. Veš, koliko orgazmov bi imela s tem? Pač najprej moraš sama bi najprej, ne, potem pa samo za 15 sekund vključiš. Tako. In v bistvu to ful dolg drži na koncu. Ja. Zame ful dolg. Tako leta. Ker nič ne seksam, zate pa ne toliko dolg. Ok, kaj bi pa ti vzela? Kuški so dovoljeni? Ne. Reka sem že stvari, ne, sama si. Ok, fair enough. Slušalke, nujno, teta veče, tele v bistvu, ker jaz tu ne morem brez te neki držlaj zvočni mene tako motijo in moram imeti slušalke. Potem vžigalico. Eno? Ne, več, ne eno škatlo, ne vem, ne bi glih zdaj vžigalnika, ne, bi praviš vžigalice. Ok. Potem pa tako, ne vem, zdaj krompirja recimo ne rabiš, zato ker imaš tam malo recimo, da sadja najdeš. Tobak, čike, valjda da čike, pismo se smotana, ker tu sploh lahko v podcastu poveš. Ja. Ok, pa tu ne. Slabe navade. Ne bomo se delali, da tu ne obstaja, pač obstaja, kaj čem zdaj? Ok, to je moj odgovor. Dobro, drugače tle imam še ful teh, ampak gremo naprej, ker že pol ure klepetava. Sem vedela, da bi mogli biti najm podcast dolg 15 ur, ne pa 50 minut. Zdaj je pa na vrsti rubrika Intimni kotiček. To je pa rubrika, v kateri bova Saro vsako epizodo reviewale igračke, ki jih boste vi izbrali. Zdaj sicer danes še ne, no danes bomo se predstavili samo s svojimi najljubšimi, ker smo ugotovili, da kako bi nas boljš lahko sploh spoznali, kakor da pač poveva kaj o svojih najljubših igračkah, kaj drugega bi bilo že čudno. Tako da bom jaz prva. Dej. Ne, dej, da bom jaz. Pa Sara prva. Ok. Zdaj pa v katero kamero jaz zdaj tu pokažem, recimo, da bo tako najbolj jasno. Jaz poznam, da lahko uno gledam, jaz skozi to gledam. Tista je moja. Ok, zdaj tu sta moji 2 najljubši igrački. Tu je analni čep, ki je najboljši feature njega. Sploh ne vem, če lahko tu zdaj prižgem, da ne bo tu tle se ful slišalo. V glavnem, kar prižgi, da se sliši vibracije. Najboljši je tu, da se tle prenašajo tako gor pa dol vibracije in tu se zdi meni brutalno. Pač ne prenašajo se za res, tako malo tle vibrira, malo tle, ampak občutek je, kot da se. V glavnem, tu imaš za nekam, pol pa še tu imaš za nekam, ne? Za kam pa, Sara?
to je analni čep, v bistvu ga lahko tudi kot analne kroglice uporabljaš, ne? Se pravi, ga ven povlečeš ob orgazmu, jaz tega ne delam, mene je to čisto too much. Ja? Jaz se ne morem, da bi se skoncentrirala, jaz preden mi pride na to, da si še nekaj ven iz nekje potegne, mene je to čisto too much. Tako da, tu ne delam. Če si pa z nekoma, ne, ti pa lahko on povleče ven ob orgazmu. Ja, to je res, ja. To je res, samo jaz imam spet rada, da ima glavo čisto zraven mene, tako da pol pa ne vem. Pa se ne vlečeva z glavo. Ej, katera vanila sem v bistvu jaz? Jaz bi vse, kar hočem, vse, kar govorim, že 30 minut je tu, kako bi rada, da ima človek zraven mene glavo. V glavnem. Tu je pač ta analni čep. Moram sicer reči, da je meni tu mogoče skoraj malo predolg. Ja? Včasih, če sem pred menstruacijo, me ta špička malo boli. Ampak zanemarljivo. Pač ne usedem se glih takole z njim, ne? Ampak bolj malo, merkaš malo. V glavnem, tu je pa dildo, tak vesoljski, ne. In meni se včasih to zdelo ful čudno. Jaz nisem nikoli zares razumela, zakaj bi nekdo kaj tazga uporabljal, ne, ampak če sem čisto iskrena, zdaj ful razumem, zaradi tega, ker ima pač te swirle, ne vem, koliko se zdaj tu vidi v resnici. Lovkice so, ne? Ampak I love it. Lovkice so, ja, obviously. In tu ti da tako ful dodatnega, ne vem, isto, ko imaš tiste narebrane kondome, sem da tam človek nič ne čuti, obviously, ne, ker pač ti sploh ne vem, zakaj so tu naredili, kao za ženske je tu, ne, za ženski pleasure. Ripped for her pleasure. Thank you. Gledam, ja, tu imamo in perfekt je, pač perfekt je samo ta oblika, je že perfekt, zaradi tega, ker ni gladka in pol na vhodu nožnice imaš itak največ teh živčnih končičev in pa še pač, sploh ne vem, kako že dolgo nisem več tako mogla razložiti nekako, zakaj mi je ena igračka najljubša. Zdaj sem pa kar malo zatrokirala. V glavnem, I love this. Tu je lovka dildo. To je pa analni čep. In skupaj, perfektna kombinacija, pa še jasno. Drugač, kaj si ti misliš o njih? Samo zdaj mi najprej več sprobala to. Glih hodila sem reči, da recimo, a ne, za to lovka dildo, si ti rekla, da na začetku nisi razumela, zakaj bi kdo imel. Jaz že od začetka razumem, zakaj bi kdo to imel in mi je ful dober, ampak je pa še zmeraj nimam in še zmeraj nisem probala. In meni je to tako najljubša igračka ever, ker pač se mi zdi glih to tako dober, pač tukaj njih struktur. In jaz si moram to zdaj res naročiti. No, daj pol morva, jaz sem jo že probala. Pa morva eno druge oblike zbrati, pa pol lahko dava na glasovanje, pa je pol bova probala. No, zmenjeno, ker pač ta je res brutalna oblika, to bi mogla probati. Sem si pa kupila drugač, evo, jaz sem si res želela imeti ta fantazijski dildo in potem sem si pa kupila enega, ki je pa unicorn in je v bistvu na podobno foro, ampak je tako najboljša struktura ever, pač kot tisti silikon je tako mehak in na koncu je še una glavica. Vem, katerega misliš, vem. In še vzela sem foro, moder. Ja, 3 različne barve so bile in moder je največji, ampak vse druge barve meni niso bile všeč in pa sem bila tako, a bo ta malo prevelik? Pa ni bil prevelik. No, v glavnem. Tale analni, tega pa nisem še sprobala, tegale specifično. Pa tudi tunga nekaj tako malo drugačne oblike. Ne, jaz imam ful malo analnih igračk. Ja, pa ne da vam kaj proti njim, nimam jih toliko. No, zdaj se mi pa zdi všeč, bomo enkrat še to testirali. Ja, vse bomo testirali, kar imamo. Ja, no, evo, zdaj sem pa jaz na vrst. Moja najljubša igračka. Surprise! To bi si mislila. V glavnem, Power Flower. Jaz sem o tem že toliko veliko govorila. Pač, če me kdo vsaj že nekaj časa spremlja, je 100% me slišal vsaj enkrat v lifeu že govoriti o tem. Ker to je v bistvu tudi moja prva zaresna igračka. In jaz štekam, zakaj ti je najboljša, zdaj moram reči. Nadaljuj. Me veseli. Ja. No, moja čist prva igračka v lifeu je bila, ker sem bila stara 18 let in sem dobila en dildo, ki je vibriral in ni bil ne vem kaj, tako evo, bom še to povedala. Ne vem, pa sem to že sploh kdaj povedala, kje. Ampak jaz takrat tako res nisem še štekala veliko o ničemer. Za 18. si rekla. Za 18. In ti ste malo vibrirali. Ampak jaz sem bila tako prepričana, da zaradi tega, ker je to zdaj v obliki penisa, moram jaz to uporabljati na noter. In jaz sem vedela, pa če sem ali še tako malo pač probavaš različne stvari. Takrat si že seksala, nisi bila... Ne, ker sem jaz to dobila, še nisem seksala. Ok, ja, to se mi zdi, da je pomemben del tega. Ja. No, in v glavnem, ampak še vsem sem bila tako, no, to gre noter zdaj valjda, ne. Jaz takrat nisem vedela, da
je čist ok, če jaz zdaj te vibracije uporabljam samo na klitorisu, samo na zunaj, a ne? Ker pač tisti mi je pasal, najbolj. Ampak si bila Ampak jaz sem tako, to ni prav, to je narobe. Jaz moram dati to noter in če pač na noter ne deluje, to ni to. Kar neki. Ampak pač, kar neki. Ja, mislim, tako samoumevno mi je zdaj, a veš, pač, Ja. ampak takrat mi pa ni bilo. No, v glavnem, in jaz sem na pravi način uporabljala, ampak narobe za mene. Ja. Ja. In potem sem ga enkrat uporabljala v banji in potem ni tako več vibriral. Saj jaz sem vedela, da pač bo crknil potem, sam jaz sem ful hotla to pač vodi imeti. In sem bila tako jevi ga zdaj. In bolje vse. Itak je bilo narobe, itak pa popolnima veze. Zdaj ga tudi nisem spet toliko velikrat uporabljala. Pa, kad so veš, mene je bilo takrat res še ful nerodno glede vsega tega. A veš, zato, če bi meni takrat nekdo rekel, da bom jaz zdaj tle. Ja. Ja, pa meni je to hilarious, da pol pa krsi. A ne? Ker jaz sem takrat, ko sem jo vprašala, kao potem, no, si ga že sprobala. Ne, to je že smer zapakirano. Ja, mene je bilo toliko sram. A v resnici v smeteh, ki ga je mogla nujno vodo namači. Ne, še zmer ga imam nekje. A ja, tako? Ja, nisem ga stran. Pokvarjenega. In pa se še zmer še notne. Sam je bil ironi. Sam pač v resnici zdaj, ko vem vse to, kar vem o kvaliteti in o varnosti materialov, I would never use that ever again. Ja, jaz se strinjam. No, zdaj gremo pa nazaj na to. Ajde. To je bil mal krajši detour. No, tole sem pa jaz dobila, ko sem se zaposlila v sex shopu, vsak se je lahko izbral eno igračko od Satisfyerja, ker smo takrat dobili ful veliko pošiljko. In jaz se takrat tako dobro spomnim, da sem si ful želela sprobati igračko na zračne pulze, kot je Pro 2, a veš, Satisfyer Pro 2, ki je čezmer ful, tak, OG vibrator. In jaz sem vedela, da meni ni škoda denarja dati za tist, da si bom to jaz sama kupila, ker mi bo zihar všeč. Tole sem bila pa tako, iz tega ne bi nikoli v življenju sama kupila, ker pač to se mi zdi, da v resnici ne bo dobro. Ja. Ampak, ker je bilo pa podarjeno, sem bila pa tako, Okay. bom probala, da jaz vidim. Ne vem pač, sam zato, ker je tako izgledal. In fora je še v tem, ne, še to povem. Pač ta igračka se tako res ni prodajala, tega noben ni kupil ever. Ker pač so po mojem svetku si mislili, zakaj bi dal denar, zato, ker ne bo dober. Pa sem pa jaz to sprobala in ugotovila, kako je to v resnici dober. To je bila pol tako ena najbolj prodanih igračk, ki sem jo začela hvaliti. In z dobrim razlogom. Z dobrim razlogom. To lahko uporabljaš na tokenih različnih načinov. Naj demonstriram. Recimo, ko si sam, ga lahko uporabljaš čez oblačila. Zdaj tu še mene zanima. Ne ti povem, jaz sem to prvič probala, jaz sem prišla domov, itak sem bila neočakana, jaz nisem niti slekla, jaz sem se samo sedla in sem tako, da vidim, kakšne so male vibracije. 2 minuti kasneje, I was done, jaz sem tako, wow. Jaz sem bila potem, jaz sem s tem toliko zasvojena, jaz sem se tako furala domov iz šihta vsak dan in sem tako, ko me čaka, da pridem domov. Ok, sem mislila, da boš zdaj rekla, furala sem se domov iz šihta in vmes. Ne, to pa ne. Ampak tako prav spomnim se, prav tako živo se še zdaj spomnim, teh vožen domov, ker sem tako, kaj me čaka domov. Lucija, pa jaz nisem nikoli tako tega začutila. Tam to je bilo tako, veš, zame je bilo to res nekaj novega, pa če prej nisem tega uporabljala sploh. A veš, ko mislim, to je bilo tako, se je to pol minilo s časom, ampak ja, to je bilo prav... Mogoče, ko sem jaz prvo imela, mogoče sem se tudi tako počutila. I was very happy. No, v glavnem, to je za uno lazy way, je pač čez oblačila, da ti ne treba nič spucati, pač no, si sam tako. Fun way je pač, da uporabiš lubrikant, pa se malo namažeš, pa lahko tako slikaš, pa se igraš, pa kaj hočeš pač uno daril del, pa ga sam prslonaš. In lahko tako prslonaš, jaz ga v bistvu sem prslonam, jaz drugač ga ne uporabljam, meni gre to ful na živce. Meni drugač, to mi je tako zanimivo, ampak sem mislila, da bo boljš, ampak tako mi je najboljš. Pa če edino, če bi je tako raztegnila. Ja, sej tako. Ali pa, no, to, pol, v navodilih je pisalo, da to lahko uporabljaš tudi za penetracijo. Ja. In jaz sem bila tako, ain't no way. Ja. Ker pa so teliski, jaz sem si predstavljala, to se bo vse zatikalo. To je tako lepo enostavno noter, da zakaj pa brez veze. Okay, jaz recimo ne bi nikoli tega za penetracijo uporabljala, ker mi je tako, Jaz ga zdaj v resnici tudi dolg nisem, ampak je pa tako zanimivo, če ti recimo zapaše, včasih ti zapaše, da je tako mal neki noter še. In je ful dober, pač se tako ne dati neke une globine, itak, ampak je pa kar dosti širok. Ja, to pa res, in glih na vhodu, ki je tako najbolj občutljivo, tako paše, veš, da je tako mal in pa se tako mal igraš, veš, ko se mal pač, ko se malo igraš, ne ko hočeš zdaj, da mi pride, ampak tako, ko si gremo se malo rajcati. In pa daš lahko še noter in malo ven in pač tako, veš, vse sorte delaš. Ti to delaš v življenju čas, ti prideš daj domov in si rečeš, 1 uro imam prostega časa in se vležeš. A povem ti nekaj groznega. Ja. Je zadnje čase. Prav razmišljam, koliko slabo, da si ne vzamem sploh cajta za to.
Prav, Jaz si ga tudi ne Ne da razumem. se Pa mi. včasih pride, ko si ga za seks ne vzameš. Jaz, če bi mi zdaj nekdo rekel, da moram seksati, tako meni se zdi to tak napor, tle sedim, podcast imamo o seksu, predstavljam te igrače, vsi bodo rekli, ženske samo še z umetnimi seksajo. Ampak fak, ne. ja, ne, jaz priznam, da seksam ja. In pa tudi zaradi tega mogoče. Mislim, kdaj si un mesec, potem, ko sem dala odpoved, pa preden sem bila na poniju, sem bila prav tako, no, jaz si bom prav vzela čas. In potem sem pač kdaj dopoldne si vzela čas in sem pač šla masturbirati. In jaz sem to združila, meditacijo in masturbacijo. Pa še malo manifestacije, zraven. Ja, to je treba zdaj, to si treba čas vzeti. Pač pismo, ampak zdaj pa kar ne najdem cajta. In to tebi ni dolgočasno, pol, recimo. Jaz moram na tem full delati, se mi zdi še. Meni to tako dolgočasno, Lucija. Ja, ne, meni je Meni je to dolgočasno. tako dolgočasno še, recimo, porniči, ne? Mhm. Pa kdo bo te zgodbe gledal? Sorry, mene res to ne zanima. Mene tako niti 1% te zgodbe ne zanimajo, mene zanima samo quick cut, straight to the point, 2 minuti, vse se hitro reže in to je to. Kaj pa tebe? To me res zanima zdaj. Jaz drugače nikoli nisem gledala porniča z zgodbo. Ja, jaz tudi. Lažem. Enkrat sem samo zato, ker me je zanimalo. Sem gledala unga, ki se zatakne v pralni stroj, ker sem tako da si nam kada fuck je tle fora. Pa bi bilo tako krhot po eni strani. Pač ful je bilo silly goofy, ampak je bilo tako no. Ampak fora je v tem. Drugače kao fora pri porničih tudi, da je silly goofy in da so tako slabi igravci. Ja. Ampak fora je v tem, da jaz nisem porničev, jaz sem po mojem porniče začela gledati tako 3 leta nazaj, 4. Ker prej sem jaz vedno gledala vse na Tumblrju. Ampak sam gife. In pač jaz še zdaj konzumiram porniče, če jih že gledam, kar jih. Ker zdaj tudi, če se spravim, sem tako provam kar brez. Sem tako, no, dej, gremo uporabiti malo domišljijo. Ja, se strinjam. Pa dokler tam poiščeš to, kar ti je všeč, že druge stvari lahko delaš, ne? Ampak da ti odgovorim na vprašanje, če že gledam jih preskočam in tako imaš tam odspod, da ti kaže, kaj se dogaja in preskočam na penetracijo. Mene je to najbolj gledati. Jaz sem hočem gledati, kako gre penis noter, to je meni tako hot in vse ostalo me ne zanima. In potem sam gledam, kje je najboljš, pač se vidi samo tak. Ok, jaz penisa ne bi recimo gledala v porničih. Mene je to. Mislim, tako mi je, pač. Kaj pa pol gledaš? Gledaš, ali je oralni seks pol? A to ti je dobro gledati, potem pa ne? Ne, niti slučajno mi niti dobro gledati. Kaj pa pol gledaš? Next, tu bo za kakšne druge epizode. Da ne bo stič še kaj, da bojo. Ja, tu ne bom zdaj povedala. Ok, enkrat bomo govorili še o tem, ja. Ja, tako je, malo moram razmisliti. Wow, kjer cliffhanger. Res. No, tudi zame. Da se vrnemo k temu. Ker imamo potem še neki, tako da, ja, moramo pohiteti. V bistvu, jaz sem tako bila, ta epizoda zihar bo krajša kaj 1 uro, ta epizoda bo 1 uro dolga. Zmej ne znava govoriti mal. Ja. Tako da. Ajde, dej, pohitimo. Da pohitim. Skratka, kar mi je najbolj všeč pri tem je, da ga lahko uporabljaš med seksom, to se pravi med penetracijo, ker meni ne pride samo s penetracijo, jaz rabim še neko stimulacijo klitorisa in to je tako fajn, veš, ker tle na koncu je tak tanek, dosti dolg ročaj in ful liv na poto, če ga imaš tako naslonjega, si ga prisloniš in potem ti pomaga. A jaz sem šla predaleč od mikrofona. No, v glavnem ti pomaga. Pa se pa tudi lahko uporablja, a ne na penisu. Lahko ga daš tako malo na glavico, lahko ga daš od spodi. Ja. Pa jim ni preveč? Ja, odvisno, ne, pač, ampak ne, načeloma ne. Okay. Mislim, nobenemu ni bilo preveč. A se spomniš? Kako to govoriva, kot da jih je bilo 100 vrsti? Ja, v resnici jih pa ni bilo. A se spomniš naše sodelavke, ki je to kupila in je potem to na svojem tipu probala in je bil on tako, meni to ne bo všeč sploh in na koncu mu je pač full dobro prišlo s tem. In mislim, da je samo na glavici mu uporabljala in njemu je prišlo in je bil on tako. Ja, si predstavljam. Ja, v glavnem, dobro je to za vse. Kar hočem povedati, je, da je to igračka, ki jo, naprimer, lahko moški kupi za svojo žensko in bo imel še nekaj od nje. Ne samo, ko bo užival, ko bo videl njo, ampak ko bo tudi on užival, ko bo ona lahko to na njemu uporabljala. In ne to lahko pol partner na tebi uporablja, ali pa ti, ali pa skratka, ne vem, to je toliko vse stransko uporabna igračka in jaz ne moram verjeti. Pa, a veš, vse tako imam še druge, ki so mi pač najljubše, ampak a veš, da je to že od začetka, da je bila to prva in da je še zmer tako moja ljubezen. To je to. In zato pač jaz lahko rečem, da je to res moja najljubša igračka ever. Bo Sara še povedala, da si naštimala eno kodo, če bi kdo slučajno kakšno stvar kdaj imel, a ne pa je naročil pri tebi, lahko dobi malce cenejš. Tako da, če kdo hoče kdaj kakšno tako igračko ali pa mogoče kakšno malo manj čudno, je koda med nama 15 na pitchpop.si. A je bilo to v redu zdaj?
Ker če je bilo cringe, lahko še enkrat povem. Sem vela. Če hočete take igračke, lahko jih dobite s kodo med nama 15 na pitchpop.si. Take igračke, ja. Take igračke, če hočete dobiti. Take. Če hočete dobiti take igračke. Upam, da boš dal noter vse te tejke. Yes, indeed. Če hočete. Če hočete take igračke dobiti, jih dobite s kodo med nama 15 na pitchpop.si. Pitch kot breskvica. Pop kot pop. Pop kot pop. Tu zdaj že tukaj dolgo govoriva, sem prav razmišljala, da nama bo glasa kaj izmanjkalo. Ja, ne? Pa ne bo. Ajde. Vse smo navajene. V glavnem, Res je. še to. Mi dve bova potem, zdaj prvo epizodo nisem mogla jih vprašati. Jaz bom zdaj spoilala za vse, mi da bo danes 2 epizode posnele, tako da v naslednji epizodi že veva, katero igračko bova predstavili, zaradi tega, ker so dale vprašanje na Instagram, ampak v drugi epizodi boste pa vi potem na določili, katero igračko bova mi dve testirale. Tako je. Da, lahko pa tudi že napišete kakšne komentarje, če je kakšna stvar, ki bi res ful nujno radi videli, napišite, pa bova mi dve to potem vzeli into consideration in bova potem boste lahko med istimi izbirali. Tako da pomagajte nama, ne, da bo pač to, da boste gledali to, kar hočete videti. Yes, tu so povedali pa zdaj zaradi tega, da si lahko do te druge epizode, ki jo danes posnamemo, že naredite vsi profile, ki niso pod vašim imenom, zato da boste lahko pa vsi komentirali in da vas ne bo noben prepoznal. Jaz sem to že naredila drugačne, tako da. Evo. Kjer dober life hack. Ja. Valjda, da ne smeš imeti. Tu zmer moraš imeti povsod 2 profila, ne? Enega, da se ve, enega pa, da se ne ve. Evo. Briljantno. Zdaj imava pa segment, ki se imenuje Lucija in Sara pametujeta. Kot ponavadi. V glavnem, jaz sem dala na Instagramu vprašanje in sem rekla, zdaj pa vi nama povejte, kaj moramo mi dve nujno pač obravnavati na podcastu in sem izbrala 2 komentarja, ki sta se mi zdela perfektna za prvo epizodo. Ok, tu me pa prav zanima zdaj. Ja. Jaz nisem še tega slišala. Jaz sem Sari drugače poslala to, ampak ona tega ni prebrala. Tako da v bistvu še boljš, ker boš zdaj prvič slišala. Jaz sem rada tako spontana. Zdaj v resnici, glede na to, koliko časa imava še, bova samo enega. Ja. In lahko se odločaš, kjer ga bi raje komentirala. Ajde. To se pravi. En komentar je bil, da se par odloči imeti skupaj friend with benefits, punco, ampak ne samo za seks. To se pravi, da je par in imate skupaj še eno punco. Ali pa sexting z nekom, ki ni tvoj partner in se ne nameravaš z njim srečati v živo, a gre za prevaro ali ne. Wow! Katero bi? Ta prvo. Ok. Da imam ful en dober point za povedati. No, dobro. Glavno, jaz sem fulkrat tako bila, ne sej veš, to je bilo meni, čisto se mi je zdelo vse normalno, polyamorous pa vse to, ne? A se ti je v pretekliku? Ja, drugač malo ja, ne? Ampak veš zakaj? Zato, ker sem ugotovila, da sem bila hinavka. Pač jaz sem bila tako, ne? Jaz sem bila tako, jaz bom z vsemi, jaz jih imam lahko več, ampak če je pa moj partner, ne, tu rekel sem, pa jaz tako postala, ni mi bilo. In nisem bila pripravljena na to in pač zdaj bom mogla iti na terapijo, preden bo se mi zdelo to normalno. Štekaš, kaj mislim? Pač tako sem jaz sprejela, da imam jaz lahko več ljudi, on pa ne. To je ful tak moški pogled. Ponovno so tipi tako, pač, ne, zdaj poslušujem, ampak velikrat je tako, da... Ni bilo meni tako zdaj, da ta moški točno absolutno ne sme, samo čisto preveč se mi je bilo s tem zaukvarjati v tistem času, da se pač nisem mogla. Zdaj pa ne vem, zdaj bi se pa mogoče lahko. Glavno, meni se zdi tu drugač cool. Včasih je pač cela vas, ja, tu bom jaz kar povedala že zdaj na začetku, včasih je cela vas otroka vzgajala, ne, meni se zdi to čisto normalno. Pa zakaj ne bi bili zaljubljeni v 2 punci, 3 punce, 4 punce, če si pa lahko? Pa itak smo v življenju vsi zaljubljeni v več ljudi, ne? Samo pač smo selektivni, na kjer čas bomo zaljubljeni v njih. Veš, tekaš, kaj mislim, drugače smo pa lahko več ljudi v življenju zaljubljeni, ne? Ja. Tako da jaz za sebe vem, oziroma se mi zdi, da sem lahko več ljudi naenkrat zaljubljena. Samo v praksi je to malo teže, kot tako govoriti, ne? Ker se potem malo ljubosumna na partnerja, ker je pa to on tudi. Točno tu, ja, čeprav, veš, jaz sem bila prebežmo še na psa ljubosumna. Veš, pa ne tako v smislu tem zdaj takem groznem, ampak veš, pelo ga je vsak dan na sprehod, dal mu je za jesti, skuhal mu je. Pa ne, tu je bil resničen moj pain. Jaz sem se jokala, ker sem bila na kuška ljubosumna. Grozno je bilo. Res mi je bilo težko. Verjamem. I'm sorry, ful ni smešno, ampak je. Da sem jaz to prav izgovorila. Ja, jaz sem na tvojega kuška ljubosumna. In kaj ti je rekel? Ja, da tu ni glihok, da sem ljubosumna na psa, ne? Pa se zavedam jaz tega.
Glavnem, ja, v praksi še ni šlo to čez. Tudi ne vem, včasih se mi je zdelo bolj normalno to, oziroma bolj tako sem bila sproščena glede tega, zdaj pa vidim tudi, pa se mi je zdela monogamija malo tako pretentious, ampak zdaj pa vidim, kako je lahko tako res sveta in se mi zdi, da moje življenje v prihodnosti izgleda tako, da sem sam z enim partnerjem. To imam zapovedati. In da tudi ne bi seksala z drugimi in da tudi on ne bi z drugim. Tako se mi zdi, veš, se lahko vse na svetu kar češ, ne? Ampak pa če za foro ne bi, če lahko, pa če se glih odločiva dva skup, da ne bi, ne? Ajde, da vidimo, če lahko. Veš, kaj mislim? Tako lepo se mi zdi, ful se mi zdi lepo. Ajde, no, ja, takole se bova zmenila in se zmenita in je to, the best. To imam mnenje o tem, ne vem, zdaj še ti povej. Ja, drugače se ful strinjam s tem, kar si rekla. Jaz si tudi to želim za sebe, pač monogamije. Ja. Pa jaz drugače ful podpiram te alternativne izbire, pač, če hoče nekdo biti med punco, pač če sta par, pa hočete med punco, pa pač dejansko imate razčiščen to prse, pa imate komunikacijo, zaradi tega, ker ne bo, pač sigurno bo prišlo do ljubosumja. To je utopično pričakovati, da ne bo nikoli noben od vaju ljubosumen, ker smo ljudje. In pač nisem še nikoli v lifeu slišala, pa jaz sem to veliko tega preposlušala in se mi zdi, kot da poznam te ljudi potem, ker so na raznih podcastih, ki imajo odprte zveze, ki so v odprtih razmerih, pa vsi vedno rečejo, da pride do ljubosumja, ampak da moš pol to zna dobro skomunicirati. Tako da, če imaš ti eno ful dobro komunikacijo s svojim partnerjem odprto, pa misliš, da lahko potem rešiš te stvari, pa pač se tudi pogovorite naprej, kakšne pričakovanja imate, zakaj sploh greste v to, kakšne so vajine meje, da to lahko ful dobro funkcionira. Ja, se strinjam. Ampak vem pa, da to ni nekaj, kar bi si je želela. Pač jaz, že iz tega vidika, čisto banalnega, jaz nimam cajta se ukvarjati pač z enim človekom, pa mu dati pozornost, pa to, kar bi jo rabil. Mislim, v lifeu, a veš, to niti nimam želje. Ja. To je pa še bolj pomembno. Ne želim si, jaz hočem pač enega in da je ta cel moj in da sem jaz cela njegova in da sva tako. Ful lepo se zdi meni tudi tu. Čeprav včasih se veš, jaz sem bila včasih ful tako, ne? Ja. Jaz sem včasih res govorila, da si pa tako želim, da se mi zdi idealno življenje, da imam več partnerjev. Pač ja, ne, s tem mogoče bi bilo tu res, pa tako, sem po mojem bolj tako mislila, veš, kakor da s cimri živiš, pa si malo pomagate, ne? Ampak tako prav, da si pa v odnosu, se mi zdi pa tako svetu pa lepo, da si z enim. Ja, the best. Odrasli sva. Evo. No, mislim, da smo odgovorili na tole vprašanje. No, bomo pa naslednjič, kaj je že bilo? To se pravi sexting z nekom, ki ni tvoj partner in ni namena srečanja v živo, če gre za prevaro. Ja, no, imam tudi o tem veliko zapovedati, ampak nimamo časa. Ne. Ok, v bistvu smo zdaj že skoraj pri koncu. Za konec si gremo pa eno igrico, ki si jo gremo skupaj. Okay. V resnici. Ajde. In to je igra Never Have I Ever. Na kratko, za tiste, ki slučajno mogoče ne veste, kaj je fora te igre. Še manj razlož tudi. Ja, naj še to povem, evo. Idejo za to igro sem jaz dobila, ko sem delala na dekliščinah. Ja. Jaz sem lahko povabljena na 3 dekliščine v svojem življenju in na vseh teh sem delala. Ja. Jaz sploh še nisem bila na dekliščini, da bi bila pač tako kot gostja. To je en fun fact o meni. Ampak sem pa na vseh delala, tako da sem jaz pač tja bila povabljena kot nekdo, ki bo predaval o seks igračkah. Ja. Kar se mi je zdela ful briljantna ideja, tako pač heads off tem ženskam, ki so se to spomnile. In jaz sem tja prišla s celo škatlo seks igračk, pa s karticami Never Have I Ever. In te kartice sem jaz sama naredila, ker sem lahko. To je pa učiteljica v meni. Zaradi tega, ker ko ti delaš pripravo, ko greš v razred, najprej je uvodna motivacija in to je tako 50 minut, ko ti pač pripravaš mal razred na to, da bomo pa zdaj delali eno temo. In jaz moram zdaj ti ženske mal pripraviti, ne moram jaz tja kar priti pa jump straight into it. Bomo se šli eno igrico in pa sem tako razmišljala, kaj bi se lahko šli. In ta Never Have I Ever se mi zdi ful fajna stvar in vsi se to radi igrajo. Sam, ko si tako, ne vem, v družbi pa ga piješ, se ful noben ne spomne nekih dobrih foric oziroma nekih dobrih teh dejstev, ki bi jih rekel. Ali pa se jih spomniš, pa si jih ne upaš reči, ker nočeš, da bojo te judgeali zdaj. Kaj tam pa si upajo odgovarjati? Zaradi tega, ker so že tako napisani, a veš, in vem, pa dejansko dvignejo roke. Tako smo se šli, da so pilkao. To se pravi, ponovadi je tako drinking game. Sam jaz sem rekla, pač meni je tako, če nekdo ne pije, jaz to čisto spoštujem, jaz tudi ful ne pijem veliko. Tako da sem rekla, važno je, da imate en kozarc in da imate neko tekočino noter. In potem ti piješ in itak vsi ne dojamejo, kdaj ti piješ, a ne? In kdaj je bila kakšna, ker je bila tako taka tiha miška, pa je tam tako skoraj vse pila, veš, pa je tako sploh niso dojeli, pa sem jaz tako gledala.
Pa sem tako na koncu, Ja, vedno je tako. Ja, in jaz sem pol na tak način v bistvu malo boljših spoznala. Pa tudi one so se med sabo, ker na dekliščini se ne poznajo vsi med sabo. Ne? To so pač kolegice od neveste in ni nujno, da se pač med sabo vsi družijo. No, in v glavnem jaz sem imela potem te listke in meni se je to zdelo ful fajn, vsaka enega povlekla, prebrala in pa so pač vsi sodelovali. In zdaj sem jaz pripravila 8 vprašanj. Ajde. In mi, da se bo zdaj tu igrale in Pa točkovali. jaz moram tudi tebe vprašati, ali boš tudi ti vse sprašvala? Jaz bom prebrala. Jaz nisem teh še videla. No, sej, bom jaz prebrala, pa obe sodelujeva. Ajde. Ampak, hek je, da sodelujete tudi vi. In si pač štejte, tako na prste, sej 8 jih je, tako da prstov imamo 10. Tudi če ima kdo kakšnega manj, ni hudega, ker vsaj 8 pa če boste golfali, bom jaz prišla s policijskimi lisicami k vam domov, čez ekran bom skočila zdaj čez in vas bom pretepla z bičem, ki je tam levo zade. Ja, no, evo, drugače tako se gre. Ajde. Jaz preberem trditev. In trditev se začne recimo, nikoli nisem seksal pod tušem. In zdaj, če si seksal pod tušem, pomeni, da dobiš točko. Okay. Okay? To se pravi, če sem, si tako, sem. Rečeš Okay. sem, dvigneš Okay. roko, mi da bo tako delale, bo dale prste stran. Če si, daš en prst dol. Ok, pa bomo Okay. tu naredili tako split screen, da smo tako kukurujeni igrci tam, ki igrajo in se bo tako štelo. Lahko. Ajde. Pa točke se bojo odspočtele, vi pa si štejete isto na prste in pa na koncu napišite v komentar. In tisti, ki ima največ točk, greva za par. Greva za par zaporedne. Ampak tu samo mi dve zdaj. Ja, ali pa oni Pa bojo. ne, njih pa pridemo iskat pač čez 1 uro domov. Tisti, ki bo imel največ točk, ali pa vsi tisti, če bo imel kdo 8 točk, vsi skupaj zapor. In pa se bomo hengali, no tista izmed naju, ki bo bila tudi v Če bo zaporu. imel do 8 točk, pa hočemo vedeti, kdo ima 8 točk. Ajde, začnemo. Okay. Dobro. Prva je ta, ki sem jo že prebrala. Nikoli nisem seksal pod tušem. Drugač slabše, kot rečejo, da je. Mene pa boljš, kot so vsi rekli, da je. Jaz sem bila pa prav presenečena. Ker vsi vedno rečejo, seks pod tušem je overrated. In pa sem seksala pod tušem in sem bila tako, pa to je čist dober. Pač jaz se ubijem skoraj vsakeč, do meni ni. Jaz imam rada seks v posteli. No, jaz tudi preferiram, ampak tako, ni mi pa bed. Sam, a ne veš kaj pa, je pa fora v tem, to se pa ful ljudi ne zaveda, mislijo, da je voda dober lubrikant. Pa ni. Voda te v bistvu sam posuši. Seveda. In pač ti rabiš nekaj narediti, da pač ni vse saho. Ja. Dobro. Ajde. Nikoli nisem seksal s prijateljem. Če kako to bi nekako tako, da bo mi lažje. Pač, Ja, sem seksala s prijateljem in če imaš friends with benefits, jaz sem v bistvu pozabila, da smo me na podcastu zdale. Sem kar bila tako, seveda, seksala sem s prijateljem in s prijatelji in s prijateljicami. To je res. Jaz sem imela friends with benefits, a to šteje? Ker pač v bistvu Sta bila najprej prijatelja. Ne, pa ne šteje. no, Ajde, pa si se pa vsaj ljubčkala s prijateljem. Ali pa s prijateljico. prijateljco. Ajde. Je pa ne, ni Tu ne šteje, absolutno ne šteje. Ne, Okay. Nikoli nisem bil v lisicah. Nikoli nisi bil v lisicah. A med seksom ali Na v službi? splošno, na splošno. Ja, v službi sem bila, ker sem probala jih, ampak tako med Ja. seksom. Ja, mislim, jaz drugače. Jaz Ne, sam sem s tudi med svojimi seksom. partnerji nikoli nisem uporabljala nobenega tega pripomočka. Which is really weird, ne? To je pa res. Res weird, ja. To držati. Okej. Ja, jaz pa sem. Pač razen bič. Ampak Pa- tako lisice pa... Mene je tudi tako awkward. Drugače, Pejmo ne povedati. meni so tako roke potem že zaspale. Med Pač- seksom. Ampak mi je pa ful dober. Ful mi je pa dober. To smo pa tako z Janom delala čisto na začetku. Takrat sem imela jaz tako v bistvu sploh prvič tako lisice gor za sexual purposes. Ampak mi je dal tako nazaj roke in pa so se sam lupčkala. In je bilo tako hot, ker se ne moreš dotakniti človeka, ker si pač navajen, veš, da si tako. Pač that's so boring, Lucija, mi dve smo tako različni, da jaz ga slišim včasih, kaj sem kar tako čak, kako vi delate doma? Ampak si te probi, ker zveni full boring, ampak ni. Pač jaz sem sama se v glavi sem si mislila, ne morem verjeti, da je to tako dober, pa tako, pač v resnici je pač noč tazga, sam roke imaš nazaj zvezane. Ampak meni je bilo full, in pa se Okej, on mene bom lahko probala, ja. dotikal in jaz se njega nisem mogla, meni je bilo full fajn. Pač, Okay. ampak, Ja, pa si to je fora, ne? ne povem še to, da jaz sem v resnici dosti tako vanila, a ne, pač jaz nisem. Jaz sploh gledam, da nisem- tudi jaz. Tako, sploh, ko se o tem pogovarjaš, tako le malo dlje časa, ugotoviš več, kot si vedel, preden si prišel na podcast o sebi. Ajde, Okej. naprej. Nikoli nisem roleplayal.
Jaz tudi ne. That's so... Ampak, ne, sorry, meni je roleplayanje tako awkward. Oprostite vsi. Veš kaj, po mojem vsi mislijo, da so nama vse stvari nasplošno ful normalne, ne? In da nama ni nič awkward. Ampak tu si zdaj prav 2 stvari našla, ki so meni tako awkward. Jaz ne vem, v kakšni situaciji bi meni lahko nekdo roke zvezal, brez da bi mi bilo awkward, ker mi je tako, kaj šlo rečeš, kaj narediš? Mogo bi biti zares policaj, da mi ne bi bilo awkward, pa še takrat bi bilo malo. Pol pa ta roleplay, tu tudi naštekam. Jaz bi se mogla ful pripraviti, jaz bi mogla imeti tako mesečne priprave na to, da bi bila res in, kad drugače ne bi šlo čez. To imam zapovedati. Jokam. Ok, ja. Nikoli nisem pošiljal nucov. Ampak, zdaj tle treba določati, ali pač se nuci štejo, da si full nud, da se pač tako vidi piška, nipelsi. Ja, karkoli se šteje, moramo medati prst dol. Ali je tako v perilu. Jaz drugače nisem tako full nud v bistvu nikoli, ker sem tako, kaj če to kam pride kdaj. Tudi brez glave, ne? Tako v perilu, tudi brez glave, ne? I was afraid. Jo, ne vem, če lahko tu govoriva, da bo pol se znašel na tam gole slike na internetu. Eva se kaj ni. Ja, bojo poslali bivši fanti, ko o njih govorimo tle. A veš, ne, li za to, ker sem tako, kaj če bo pač... A ja, ti nisi, jaz sem. Ne, ja. Ok, pač super. tako, če v perilu je the most that I did ever. Wow, to pa je zanimivo. Ni res, Lucija. Valjda imaš na telefonu vsaj eno svojo nago sliko. Pa na svojem. Pa še to, ne. Pa piše pošiljalo ali slikalo? Pošiljala. Ok, pa prav. No. Ja, ne, jaz lepo ne moram dati dol prsta. Kar je ne, pa, ampak v perilu je to tudi meni tako, pač, kaj je tako seksi. No. Meni je v perilu v kopalkah, pač ti ne daš le prsta dol. Joj. Ja. Ok, nikoli med seksom s partnerjem nisem fantaziral o nekom drugem. A si? Ker, a veš, kaj bom pa rekla? Kdaj? Pač za foro, ker moraš probati, kako je. V smislu, pač tako malo, kao dej, da probam, da vidim. Ja, valjda, da sem, pač kaj ne moram se zdaj lagati. Jaz nisem o nekom drugem, ampak kdaj pa tako sam fantaziram o kakšnem scenariju, tako, ker sem ga kje videla ali pa prebrala. Fuck, veš kaj pa... Zato, ampak samo takrat, ker rabam, če naprimer mi ful ne gre, da bi mi prišlo, pa si naredim tako en scenarij v glavi, ne vem, ene 2 imam, ki mi pač ponovadi. In pa to. Ampak ni pa tako. Pa sta z moškim ta scenarija. Pač, to je tako, niti nisem jaz v tem scenariju nota. To sta tako, jaz tako vidim sliko, tako da bi gledala pač v glavi pornič. In sta pač 2 človeka. Okay. In ne predstavljam si tako sebe z nekom drugim, recimo. Tako well, that's interesting. Ne, jaz, če mi ne pride, si predstavljam, da sem žensko. That's so bad. A res? Res, in pol mi. Shit. Veš, kaj sem jaz drugače? The realizations. Ok, to je tako mogoče malo preveč osebno spet, ampak bom povedala zdaj. Ja, zdaj smo že tukaj, prej sem si prav rekla, sem si doma, da bom malo cenzurirala, ampak zdaj ni šlo čez, tako da zdaj bomo tako bo naprej. Jaz sem to prav tako, joj. No, zadnjič sem, ko sva seksala, sem fantazirala pač o seksu z njemu, ampak da je analno. Pač seksala sem normalno, ampak jaz sem si predstavljala, da ga je dal urit in mi je bilo toliko seksi to. In potem mi je prišlo. Okay, veš, kaj si pa še jaz večkrat predstavljam, da je več ljudi, da jih je ful, ja. Da jih je tako milijon, pa da kar vsi med sabo seksajo. Pol pa včasih si nikoli tako, ne, ok, zdaj se me bojo ljudje bal po moje, ne, ampak jaz tako, če srečam neke ljudi, spoznam, ne vem kaj, pač tako, ful si ustvarjam sliko o človeku, ne, če vem, kako je seksati z njim, ne, pa si včasih malo predstavljam. Veš, glede na osebnost, pa si malo predstavljaš, pa vidiš, če ti mama nič, sem vidiš za foro, tako. Sploh ni nič seksualnega na tem, zdaj, ko pomislim, je to manj kot ena igrca. Mogoče bomo tu ven izrezali, zdaj bomo ljudje izgnali iz Slovenije. To ne bomo nič izrezali. Ajde, naprej. A si da meni tudi to razmišljala? O tebi? Ne! So pa koružali. Challenge for today! Gremo naprej. Ok, nikoli se nisem samo zadovoljeval več kot 3-krat v enem dnevu. Ampak to je tako ločeno, pač da si se... Jaz sem prav pogledala, da sem več, če pri meni traja tudi 20 sekund, jaz nima časa, tu greš sem na hiter. Ampak to je tako, pač končaš, pa še enega začneš, to je vse ena seansa, ampak tako, recimo, da zjutraj, prvič pa neki pojest vmes, pa ne, jaz nikoli ne nadaljujem, ni tako, da bi mi večkrat prišlo enkrat, ker tu je meni tudi malo tako. Okay. To bomo daj drugič. Ajde. Ok, nikoli nisem imel poletne romance. To pa sem imela. To pa ti nisi imela. Ne, se ti vedno zdelo. Ne, razen takrat, ko sem živela v Atenah, mislim poletna, pomladna.
Se tu šteje na morju. Ja. Se šteje? Ja, pa to je poletna, romanca, veš, pač, če na morju je poletna. Jaz, indeed. Ok, pa ja. Ok, smo samo 3 točke. Kaj tu je tu? To je to. Ja, zdaj pa nimamo unga, ki je rekel, jaz bom kar povedal, tle imamo enega, ki ni poročen, pa smo rekli, da nas bo mogel zaklent, ne? Pa zdaj ga ni, zdaj me boš pa ti mogla. Ja. Ja, kar dajme, si ti najbolj znaš. To je to. Bomo zdaj pokazali, kako se zaklene človeka v lisice. Ajde. O ne, ojoj, zakaj, gospa policist? Ja, imam kak telefonski klic, ko pridem tam. Koga lahko pokličem? Ej, fuck, malo so... Sam tako, da veste, če kupujete te lisice v sex shopu, imajo tako tak zatič, da se lahko odklenejo, tako da ne boste nikoli stuck forever. Ja, ampak ne tega uporabljati, ker tu je golfanje. Če vam da to nekdo gor in pritisnete ta gumb, potem... V glavnem, v bistvu smo zdaj že 1 uro tukaj. To je to v najnem prvem kratkem podcastu. Yes. Za konec naj samo še povem, da mene lahko followate na Žive Lucija tukaj. Vam priporočam, ker boste lahko sodelovali v raznoraznih anketah. Jaz vam tudi priporočam. Veliko boste novega zvedeli o seksu. Pa tako, no, zabavno je. Meni je ful dobro. Meni se zdi, da imam ful dobre sledilce, ki ful veliko komentirajo in ful dobro sodelujejo. In tako res hvala vsakmu, ki mi že sledi. Sari lahko sledite? Meni lahko sledite na Sara iz Pitchpop ali pa pitchpop.si na čisto vseh omrežjih. Objavljam o seksu, včasih pa se tudi jokam in smejim in objavim svojega kužka, ki je ful luškan, ki bo drugače tudi z nama tle na podcastu, če bo ženam dovolj, da so kužki tlele. Rekel je ja, to je naredil. Polje boste lahko videli, ona se v bistvu z nami bo pogovarjala. Kome čakam, to bo v 3. epizodi. In še najbolj pomembna stvar, če ti je ta epizoda všeč, jo lajkaj, jo komentiri, jo pošli prijateljem, zato ker bo to ful pomagalo nama. In tudi napišite komentar, če vam je bilo ful bedno, napišite, zakaj vam je bilo bedno, da naslednjič ne bo tako. Se bomo mi potrudili izboljšati, to je zdaj najna prva epizoda. Jaz bi raje, da se zlažejo. Recimo, če vam je bilo danes bedno, za spodbudo prijaznim in puncem, bi rada, da se zlažete in da napišete dobre komentarje. Pa povedati, če hočem, zakaj smo se mi sploh pozbili, smo povedati, zakaj smo se odločili, da imamo v ponedeljek podcast. Ne? Ja, povej. Zaradi tega, ker so meni ponedeljki najbolj bedni dnevi in zdaj se mi zdi, da končno ne bojo več, tako je ful je čudno, ko imam tle zvezane te roke. Ja, zdaj se mi končno zdi, da ponedeljki ne bodo več bedni in bo cela Slovenija in vsi mi bomo imeli nekaj, da se veselimo. Jaz se bom s tabo pogovarjala, Anže se bo tukaj z nami zabaval in vi boste nas doma poslušali. Tako da zdaj bomo teden s seksom začenjali in ful se veselim, da se spoznamo malo boljš. Pa pofollowajte tale kanala, ne? To je zdaj nov kanal, ki smo ga naredili na YouTubeu. Pofollowajte na Instagramu, pa na TikToku. Kuka enih kanalov. V glavnem, vse te kanale morate pofollowati, pa lahko pridete nazaj, pa če gledate drugo epizodo. Ja, da ne boste zamudili novih epizod, ker vsaka bo boljša. Tako da zdaj se bomo mi dve šli preobleči, ker v istem dnevu Lucija mi bo tu odklenila, preoblekli se bomo, pa se pa vidimo, ne? Čez en teden spet. Res je! Čau, čau! Čau!